Prav pozdravljeni, sem Samozavest. Morda izgledam kot še en v planšere oblečen govoreči Rašid, ampak na meni je nekaj posebnega. Sem zelo alergičen na dezinformacije. In prav zato bi vam rad pokazal, kako se ta Rašid izogne nekaterim najbolj očitnim informacijskim potegavščinam. Začnimo s senzacionalističnimi zgodbami. Nekaj takega ste gotovo že doživeli. Na neki sumljivi spletni strani naletite na zgodbo z bombastičnim naslovom, kot je Rašidi, kaj skrivajo? O, Kiki, to me pa tok razjezi, ker nimamo nič za skrivat. Ne se preveč jezi, Triki. Točno to si želijo, da postaneš čustven in nerazumen. Res je moja mala notranja Rašida, zato se najprej pomirimo in se spomnimo, da je vedno potrebno prebrati celoten članek, ne samo naslova. Vprašajmo se tudi, kdo bi lahko imel korist od našega prekomernega čustvenega odziva. Naslednja finta so lažni profili na družbenih omrežjih. Če nek uporabnik cele dneve objavlja provokativne vsebine, redko odgovarja na komentarje in zagovarja le eno stran zapletenega političnega vprašanja, obstaja velika verjetnost, da gledamo lažni profil. Ima morda le eno generično profilno fotografijo? Je bil račun ustvarjen pred kratkim? Vse to lahko kaže na to, da profil vodi bot. Ali pa še huje, moj največji sovražnik, Terilec oreščkov. Prirejene fotografije, zvočni in videoposnetki so še en način, kako vas lahko olupijo. O tem sva se zadnjič med prijateljsko partijo 1 na 1 pogovarjala jaz in Donke. Pa sva se res? Poglejmo bliže. Napačna anatomija, popolna koža, čudne roke. Ej, to sploh ni Luka! A ste videli? Slike, video ali zvočne posnetke lahko danes dokaj enostavno priredimo sami ali s pomočjo umetne inteligence. Vedno pazite na nepopolnosti, takšne kot smo jih videli prej. Pri slikah uporabite orodja za obratno iskanje in preverite, iz kje izvirajo. Zato dobro poglejte in prste preštejte. Ta izvirska voda, kristalno čista, samo en požirek. Spet ta tip. A ste videli? Uživanje informacije je kot pitje vode iz potoka. Vse, kar dolvodno priteče do nas, ni nujno čisto in je lahko že pri izviru okuženo strani kakšnih res sumljivih likov. Zato pred zaužitjem informacije vedno preverite njen vir. In če še vedno dvomite v resničnosti neke informacije, slike ali videa, uporabite to preprosto foro. Ne jih delite. Enostavno, ne? Če se vam nekaj zdi sumljivo, obstaja velika verjetnost, da tudi je. Poslušajte, kar vam pravijo vaši notranji Rašidi in zaupajte svojim instinktom. Zato le pogumno v svet, moji oreščki. Vsa orodja, s katerimi se lahko zaščitite pred dezinformacijami, se skrivajo v vas. Jaz pa že nisem orodje. Riki, to je bil kompliment. Pa prav. Če pa se kdaj pojavi kak dvom, pa se spomnite name. Saj je vse, kar potrebuješ, samozavest.